Pozdravljeni na svoji namizni strani e-učnega okolja Slovenščina na dlani. Tu lahko izbirate med temeljnimi funkcionalnostmi, kot so izbira nalog in dodeljevanje posameznim skupinam, upravljanje skupine učencev-učenk oziroma dijakov-dijakinj, pregledovanje rezultatov rešenih nalog, priprava učnega gradiva, dostop do razlag zbranih v zavihku znanje. Preden dodelite naloge v reševanje, morate ustvariti skupino svojih učencev in učenk oziroma dijakov in dijakinj. S klikom na gumb za ustvarjanje nove skupine se nam odpre novo vnosno polje, v katero vpišemo ime skupine in oznako. S klikom na gumb Ustvari skupino boste na svojem namizju našli ustvarjeno skupino, ki jo lahko kadarkoli tudi urejate. S klikom desno zgoraj lahko urejate posamezne ustvarjene skupine. Zelo pomembno je, da kodo skupine posredujete svojim učencem, učenkam oziroma dijakom, dijakinjam, da se bodo lahko pridružili skupini in reševali dodeljene naloge. Spremembe shranimo. Na tem mestu boste lahko preverili, ali so vpisani vsi člani, ki ste jih povabili v skupino. Ko ste ustvarili skupino, ji lahko pod zavihkom naloge s klikom na gumb Dodaj dodelite naloge iz 4 vsebinskih sklopov: pravopisa, slovnice, frazemov in pregovorov ter besedil. Izberete lahko vse naloge posamezne teme, na primer glagol, ali posamezne podteme, na primer raba namenilnika in nedoločnika. Odpre se seznam nalog z izbrano temo. Lahko preberete opis naloge ali jo kar takoj preizkusite. Neizbrane naloge izločite in določite število primerov. Izbrano število primerov bo veljalo za vse izbrane naloge. Spremljate lahko število izbranih nalog in primerov ter predviden čas reševanja. Do posameznih funkcionalnosti lahko dostopate tudi v meniju na levi strani. Pod zavihkom Rezultati lahko spremljate napredek svojih učencev, učenk in dijakov, dijakinj pri reševanju dodeljenih nalog. V zavihku Testi lahko pripravite učna gradiva ali test za preverjanje znanja. V zavihku Znanje pa lahko pregledujete zbrane razlage jezikovnih vsebin. V zavihku Sporočila lahko pošiljate in prebirate sporočila svojih učencev, učenk in dijakov, dijakinj.